Moram vedno se večkrat zadregi, zato ker piše prvi duhovni nagovor. In kada mi slišimo besedo duhovni, mislimo nekaj zelo pobožnega, tak čustvenega, da se človek zjoka, pa gre ganjem od srečanja. To je navadno tako duhovno. Zdaj, jaz sem pač nepopravljivi in pokvarjeni profesor filozofije, ki seveda ne more iz svoje kože. Ampak to ni nič narobe, kajti naslov predavanja, pa tej seriji predavanja je, ali smo res neumni, če verujemo. Med strokovnjaki je razprava, ali sploh smemo, moramo, recimo kitajsko miselnost, pa tiste njihove vere, pa indijske imenovati filozofija. Eni pravijo da, drugi ne, ampak dejansko je filozofija predvsem grška iznajdba. Ne samo zakaj, odkot, ampak tudi čemu, kakšen je namen vsega skupaj. Osnovno vprašanje, temeljno vprašanje, ki se zastavlja ljudem je, kako to je Leibnizovo vprašanje, kako to, da sploh kaj je in ne nič, odkot se skupaj in čemu se skupaj. No, imamo tudi filozofijo religije. Filozofija religije, ki pa razmišlja o tem, racionalno, kaj religija vera je. Ne samo, kaj religija sama v sebi pravi, ampak kaj vera je. In ta filozofija religije je bila, recimo, v 19. stoletju, v 20. stoletju zelo razvita. Pač, ker so ljudje veliko razmišljali, ker takrat se je že krhalo in ni bilo več samo po sebi umevno, da je religija utemeljena. Takrat so ravno potem nastale vse te ideologije, ki so pripeljale do tega, kar poznamo danes, da pač marsikdo posliši Bog, religija, zamahne zelo. Če ni Boga, a ima potem moralna obveznost svoj temelj. Zakaj bi pa jaz se moral držati, če mi pa v nekem trenutku to ne pride prav, če mi škodi. Tako dolgo, dokler me to koristi, ja, ni problem. Ampak če pa moram stisniti zobe, da sem zvest tistemu, kar sem včeraj rekel, da je prav, zakaj pa bi? Kje je razlog za to? Mnoge teorije, ne več ljudi, pa priznava, da ima vera eno zelo temeljno in nepogrešljivo vlogo, to je vlogo osmišljanja življenja. Smisel življenja. To je pa odgovor na vprašanje, kot sem rekel, čemu? Čemu živimo? Ne samo, kako življenjski procesi v človekovem telesu potekajo, kako se celice obnavljajo, kako možgani delujejo. To je vse fajn, to je fajn vedeti. To znanost se pove, pa bo še več povedala. Ampak čemu na koncu vse skupaj? Okrog leta 1680 se je Evropejcem v glavi nekaj zasukalo. Pa tako zelo banalno globo povedano, ampak to, da boste lažje razumeli. Takrat se je zgodil en miselni kulturni premik, ki ima za posledico to, kar danes imenujemo sekularizacijo. Ki se potem seveda razvilo. Ampak takrat, zdaj zgodovinari nazaj, raziskujejo, če takrat so se zgodile stvari. Pa so išle neke knjige, so išle neke teorije, vse pa nekako približno v istem času. Okoli leta 1680. Ki potem seveda se razvija skozi celo 17. stoletje, oziroma 18. stoletje in na koncu pripelje do francoske revolucije in potem do vseh revolucij 19. stoletja in 20. stoletja. Razsvetljenstvo ni bilo ateistično, bilo je pa protikrščanstvo in proticrkveno. Ampak neko racionalno, neko razumsko religijo so pa hoteli postaviti na noge. In ko je francoska revolucija pobijala
ubijala duhovnike in škofe in redovnice, vse pač tiste, ki so bili katoličani, so po drugi strani hoteli imeti eno državno vero. In ko je Robespierre, ki je bil eden izmed najhujših revolucionarjev, nekaj mesecev predtem so tudi njega skrajšali za glavo, tako kot je on dal vem koliko ljudem odsekati glave. Leta 1794, če se prav spomnim, je bila v francoski ustavodajni, oziroma takrat revolucionarni ustavodajni skupščini, se mi zdi bila ustavodajna, je bila že, ja, konstituantna je bila, ja, se pravi ustavodajna skupščina, in so sprejemali zakon, ki bi naj imel samo 2 člena, ali pa da francoski narod sprejema vero v obstoj najvišjega bitja in nesmrtnost duše. In je bila v parlamentu debata. In so nekateri revolucionarji so pa bili že malo bolj napredni in so rekli, to ni kaj, če bomo mislili civilne religije, treba pomesti ste. In je potem Robespierre na tak zelo znameniti govor rekel, vera v, tako nekako rekel, kdaj ste še vi videli, da bi lahko obstajala država brez vere v Boga in nesmrtnost duše? Človek, ki bi si kaj takega upal zamisliti in izpeljati, bi bil v naših očeh čudežni genij. In zato je vera v najvišje bitje in nesmrtnost duše revolucionarna, nacionalnem interesu in zato je treba to sprejeti.